Gabrielca, videl sem, da ste se nekje podpisali Gabi, tako vam pravijo? Ja, nam je tako pravijo. Jaz vam pravim Gabrielca, gospa je dramaturginja tudi, ste videli, je tako poiskala in me prijela tam, kjer sem mislil, da nihče vseh podrobnosti ne ve. O njej nisem kaj prida še napisal, pa mogoče je kje omenjena tudi. Veliko sem pa napisal in sem po svoje dolžan njenemu očetu Gabrielu Kolbiču, kiparju, ki je po mojem v zelo zrelih letih dobil Gabrielco. Poznal sem seveda tudi gospod Moče, koga od vas učila na učiteljišču. Ker se nismo tu zbrali, da bi jaz obujal spomine na Kolbiča, bi samo omenil, da je v tej moji knjigi kar precej napisano, nekaj sem mu dolžan, tako moralno, drugače se nisem imel nikoli občutka, da bi mu bil moralno, pa sem mogoče mu dolžan, ker nastopa kot oseba v tej moji knjigi. Hotel sem pri Mariji Snežni zvoni in on mi je tudi enkrat dal, veste, eno tako mapo svojih spominov na Marijo Snežno. Če bi mu jaz to malo uredil, pa popravil. Bila tako velika mapa, pisano s tiskanimi, z roko seveda, kipar, si lahko mislite, da na poseben način piše, potem vse prozorno, na eni strani je pisalo, če je na zadnji še kaj napisal, nisi več videl, kaj je na oni strani, ker je bil tak star papir. In sem to seveda prebral, osupel. Nekako se mi je pa zdelo, da bi moral žrtvovati 2 leti življenja najmanj, da bi z tistih Kolbičevih spisov napisal knjigo Kolbič. Osebi mu je zelo rad, ker bi bilo treba vse pretipkati. Recimo 30 stvari je bilo 20krat ponovljenih in ko je prišel potem k meni, je bil večkrat meni, imam tudi doma po mojem vsaj 2 ali 3 njegove akvarele, ko je začel slikati akvarele, ker pač ni bilo toliko slikarstva. Pa, če mi verjamete, vedno sem se branil, naj mi ne nosi, ker sem že čul in vedel, da mu vse raznesajo in da slikar da en kos srca od sebe, ko da svojo sliko, kar tako. Ene rože mi je prinesel in majcno vrh na Mariji Snežni, o katerem bi še tudi mogoče kaj rekel, to dvoje se mi zdi, da imam. In vem, da je pol je napisal Gabrielcine pesmi, veste, presunljive. Po mojem čez 50 let star ded dobil otroka, ki se mu zdi popoln čudež. Sam pa je bil cel staromoden, težek, vrednote iz leta 1911, razumete? Jaz sem jo tu enkrat za što se vprašal, ste imeli kaj, po mojem, težav s fotom, kak sta se pa vidva razumela? Pa je rekla, zelo težko, ampak drugo pa pol nisem več upal vprašati. Tako da mi je ljubo, Gabriela, da ste me ravno vi predstavili in tudi na nek način zelo zanimivo. 2 stvari se mi zdi, da ne držita. Ena je lapsus, ko ste rekli, da sem sam priznal, da sem napisal prvo zbirko črtic, Ne glej za pticami, kjer so notri Cankarjeve črtice. Ne, so moje, karkoli vi govorite, ampak so cankarjanske, so cankarjanske. Cankarja sem posnemal. In delno imate prav, da sem Mojco naredil daleč izven Maribora. Takrat sem pa že bil v Mariboru, ko se je rodila. In sem tudi ženo spravil v bolnico s takim trebuhom. Tu so kakšne moje sošolke, ki se spomnijo, kako sva bila na pedagoški akademiji skupaj, pa je Milka taka hodila po šoli. Toliko zdaj, ker se ne bom več na vas obračal, hvala za prijazno vabilo in moram reči, da ste kar precej izvirno me prijeli. Zelo se vam zahvalim, da ste prišli. Mi je kar malo, ne bom rekel, po eni strani čutim hvaleženost, veliko in privrženost. So tu kakšne moje prijateljice, kakšne moje simpatije, kakšni moji sodelavci, nekdanji prijatelji. Jaz zdaj sem tudi ne vem, koliko vi že veste o meni ali ne, nek se mi vseeno zdi malo drugačen auditorij kot sicer, ker me je strah, da ne bom stalno istih stvari govoril. 1 ali 2 pa vseeno bom. Potem sem se razvadil, ker me vabijo po šolah na bralne značke
in znam na pamet enih 8 svojih otroških črtic in ne boste verjeli, ne, da sem že tam pogruntal, katere najrajši mulerija posluša, ko je nemirna od višje stopnje do tamalih. In potem nekako, ko nisem imel za brat zraven na pamet, pa nisem znal iz knjig za odrasle, jih tudi, kadar imam z odraslimi prevedujem. Da povem že cel Maribor 3-krat čul, ker imam vedno isti repertoar, ker jih ne znam več kot 8 na pamet. In hvala Bogu je danes naslov Se beremo, kar pomeni, da je finta v tem, da bi naj pisatelji prihajali, pa da bi videli, kako znajo brati. Bom jaz tudi še nekaj drugega prebral, čeprav bom mogoče eno črtico povedal, ki so jo nekateri nažalost že slišali in me imajo najbolj tancer Darka, ki je imela že z menoj enih 7, 8, če ne 10 literarnih večerov. Po mojem trpi, ko živina se doma pripravi, odgovorna, ko ne vem kaj, jaz pa grem po svoje, pa ko me hoče kaj opozoriti, se zelo slabo z njo obnašam. Sem pol vedno ves peče. Kaj ti danes tu delaš? Po mojem si ne znam predstavljati, da si prišla uživati v kaki zadregi bom, ko nimam tvoje pomoči. In še nekaj ljudi je, ki vidim, da so cel dan delali, pa so se zdaj znašli tu. Sem vam zelo hvaležen vsem, ki ste prišli. Ne bi pa tudi prav nikomor nič zameral. No, jaz si zdaj tako predstavljam, vi pa mi kimajte, če se malo strinjate ali če se ne strinjate, da bi malo, najprej bom res povedal eno zgodbo, ki jih je sigurno 9 ljudi že tu slišal ali pa 10, ni pa tista, ki jo vedno govorim, ker se mi zdi važna nekak za začetek mojega življenja. Pol bom pa res nekaj prebral, pa mogoče na koncu, če... Jaz nimam dost tako časa, v 11:30 moram biti doma. Se zdaj že veste, da sem zgovoren, da je tako, če to vklopiš stroj, pa kar laufa. Gospa direktorica, dokler ste še dobre volje in se smehljate, jaz bi vas krvavo prosil, da mi to posodite do jutri. Na eno šolo grem, imajo delavnico, kako se piše filmski scenarij. In vidim, da imate vi tu iz rokopisane moje scenarije. Vse bom uredil z dekleti iz domoznanstva. Je za čitalnico zadaj nalepka. Jutri jo bom nesel in vrnil. Me razumete? Bom z dekleti uredil. Vas zdaj prosim, ker veliko grše bi bilo, če bi vkradil. Zdaj ste nas namočili, da vedno odnesete, pa vedno damo. Dobro. Sem rekel, da bom najprej povedal eno svojo zgodbo, še enkrat opravičujem tistim, ki ste že dolgokrat slišali, ampak je malo drugačna. Vse moje druge te zgodbe otroške, ki jih tudi odrasle pripovedujem, so vedre, ta je malo manj vedra. Se mi zdi pa, da nekaj reče o mojem otroštvu, recimo. Potem bi pa mogoče prebral kako stvar iz te knjige, ki sem jo izdal lani, ki je res, ne, se jaz sem tako rekel, kadar v meni govorijo ali v Ljubljani, ali pa piše Helga Glučič, ali pa kdo v glavnem tako napišejo priljubljen in popularen, ne, tako kot da nisem čisto pravi pisatelj, ne, tako malo bolj ljudski, ne. Pa se vedno takrat malo branim, se za ljudi pišem, se ne za živali, ne, sem ljudski, jasna stvar, kakšen pa naj bom, ne. In evo, lani sem, ali pred leta 10 sem napisal autobiografijo, najbrž jo nekateri poznate. Jaz sem najprej med drugimi napisal tu sedeči moj prijatelj Franček Javk. Sem jaz večer ocenil, sem zelo presenečen. On je bil, kot veste, novinar, ampak tudi pesnik v mladih letih. Športni novinar je pravzaprav njegova biografija, njegova življenjska zgodba, veliko ljudi, ki so jih oba poznala enotri. In obenem zgodovino mariborskega nogometa. Moram reči, da je Andrej Bervar, in ko je bil na obzorjih in potem v Literi, da je za to zelo skrbel. Vam priporočam, če niste brali, se zelo splača brati Bruna Hartmana, Na poti ti pride vse naproti, Sergeja Vrišarja, kaj je že naslov predvojni Maribor, ali kaj, ta pokojni novinar Senica je napisal Deček leta 41. Malo kdo ve, tu ste tako izobraženi, da seveda veste, malo kdo ve, da je v Mariboru živel tudi Josip Vandot, tak je Kekce napisal in tudi v Mariboru napisal, celo tam blizu je stanoval, ker jaz stanujem onkraj Drave. In je bil izgnan seveda, ko so prišli Nemci. In je bil izgnan v nekam blizu Slavonske Požege.
Slavonskega Broda, se opravičujem, in je tam ga je na granata, ki so zavezniki metali še bombe na postajo Slavonski Brod, on pa je bil daleč stran, ampak tisto je vedno tako malo letelo, kar smo tudi v pesnici občutili, ga je, kot smo rekli, špliter, torej en drobec granate, ga je tam ubil 17. aprila 1945. Ampak on je pisal v začetku, recimo od kdaj so prišli Nemci, 6. aprila, ne? Ali ne? 6. aprila, ne? Od 6. aprila naprej je pisal tako en literarni dnevnik. Naslov je dal Vzhodno od Prisanka, ker je pač Prisanek tam blizu njegove Krajinske gore. In je tako enih 130-140 strani ene spominske proze. Tako dobro o Mariboru, ko so prišli Nemci, pa kako so se Mariborčani začeli preobračati, pa nekateri ovajati, kako so njegovo družino, ki je prej bil z njimi vsemi prijatelji v hiši, je ni več, je padla bomba gor. Pol je bila tam gostilna Lokomotiva, če se kdo spomni na tistem podvozu, ne? Tam je živel. Vam priporočam, da kdaj preberete Vzhodno od Prisanka, Madonna, pretresljiva slika Maribora v tako krutih časih. Tada te literature je zelo veliko. Brvar je pa nekako skrbel, da se je to tako od časa do časa dobro, vse tudi tebi Brvar urejal, ne? Pa te spodbujal, če kaj vem. In tako, ko me je on nagovarjal, najprej naj napišem ta Orlando Uršič, o katerem moram reči vse najboljše kot uredniku, seveda. Spomnim pa se tudi, se spomnite najbrž pesnika Franceta Forstneriča, ki je bil novinar, ne? Mi se radi važimo, da smo bili peterica, Brvar, Forstnerič, Jančar, Kramberger, Parklič. Žal samo njega ni več. Forstnerič, ko so Jančarja zaprli leta 70, tisti, ki to veste, oziroma 73 seveda, je knjigo, zaradi katere je bil Drago zaprt, Drago je njemu posodil, on pa še nekim ljudem na večero. In se ga je nekako prijelo, kot da je on vplival na to, da je bil Drago obsojen. Mi pa smo bili res ko 5 prstov na ene roke, prijatelji. In ko je France pol umrl pred 3 leti, me tako prijel, pa mi rekel, Tona, ti se vse spomniš, vseh drobnarij, ti napiši, ne, spomine tudi v peterici. Pa ja, povej, da ne bom jaz šel z neko senco za sveta, kot da sem jaz imel tukaj zraven, ker ti dobro veš, ne. In potem sem to napisal, martral se nisem nič, odločal sem se pol leta, ali bi, ali ne bi, pa tako rad berem te autobiografije in biografije. Ko pa sem bral biografije in mojih znancev, pa političnih prijateljev ali pa političnih nasprotnikov, od Cirila Ribičiča, Dimitrija Rupla, Janeza Janše, Slivnika, žal pokojnega, jebenti sem se mislil, vsak misli, da je on bil tisti, ki je imel krmilo zgodovine v rokah, pa da je on priboril to samostojno Slovenijo. In sem rekel, nikoli me ne izkušnjava ne pripelje, da bi se v nek epicenter dajal. Ampak nekako sem se potem popustil, pa sem jo napisal v enem šubu. Spomnim, rojstni dan imam 5. augusta ob 4 zjutraj sem končal, ampak je kar lezlo vse z mene, celo bi več napisal, pa je že zdaj obsežna. Ampak izdal je v 500 izvodih, kar ni tako malo za slovenske razmere, nažalost, ne? Za slovenske razmere. Slomškova, Blažek in Nežika sta šla prvič v 11.000 izvodih, pa so še ponatisnili, ne? Ampak tako smo tudi pogodbo, ne? Za 500 izvodov dobim toliko. Potem sem videl, da sem lahko spraševal, da jih moram jaz tako kupim 50, nimam nobenega profita od tega honorarja, ker bi rad se vsakemu priliznil, pa mu dam, ne? Moram pa reči, da mi jih je dal tako na literarni večerji, ko smo predstavljali, sem jaz rekel, joj, Orlando 200 se me prijele, ne, tako nikoli nisem jo kar štacno, ampak moram reči, da mi je dal še gotovo 30 knjig, kar je tudi njemu, bi rekel, finančna škoda, no ni važno. In potem sem videl, ko jih že ni bilo več, jih je bilo naenkrat zopet vse polno, jih je najprej tako na skrivaj še 500 natisno, ne. Pol jih je moral še natisniti, skoraj 1000. Pol mi je tudi povedal in mi tudi dodal aneks pogodbi. In danes ne dobite niti ene več v Sloveniji, pa si ne znam predstavljati, da bi
ljudi zanimalo, kaj je en Partljič doživel. Ne. Sicer, ko bom tudi prebral, precej natančno popisujem, ne ravno kako smo Mojco delali, čeprav tudi to popisano, ampak prej, kako sem jo poskušal se tega posla lotevati. Pa vidim, da ljudi to tako zelo zanima, pa vse. Ampak ker pač pišem tudi kaj o Drnovšku, s katerim smo skupaj ali s kom, pa nekako ne vem, zakaj to ljudi tako zanima. In zdaj ravno sem obljubil, ne vem komu, da mu bo celjskemu županu Šroto, sem obljubil, da bom jo našel, ali pa na eno sem doma napisal za mojo Milko, ne, tako da te mi ja ne more nišče spelati, ne. Drugo sem pa kar napisal avtorjev izvod in zdaj bom njemu poslal avtorjev izvod, ker sem ga zdaj bil skupaj v Celju, ko so bili dnevi komedije, pa sem je prišel potožiti in rekel, bi vas najrajše domov peljal, pa nisva kakega prijatelja, znanca, pa sem imel tam 2 literarna večera, pa je zanimivo, vedno prišel, sem bil kar presenečen, no. Rekel, da bi vam pokazal, kako knjižnico imam čez 1000 knjig, kateri župan vzi, da je to dosti, pa najbrž je za poprečnega človeka, ki se ne ukvarja s knjigami, to kar dosti. En vaš novinar, Klipšteter, je pa napisal, da se meni pa Kanglerju že nadaleč vidi, da nisem prečital nobene knjige. Prosim, če ga boste videli, tega Klipštetera, pa ga je moja žena učila, mu povejte, da čitam knjige. In zdaj se mu bom jaz priliznil, temu županu pa bom še svojo knjigo poslal. No, gremo, sem rekel, da bom povedal eno zgodbo, se opravičujem tistim, ampak je pa na nek način ključna, ker jo kasneje vključim v eno drugo. Darka, jaz nisem kriv, pa Dragica, da sta tu, no. Da zdaj že to sedmič poslušala. Sem rekel, Darki, pa pridi nocoj, da če se mi bo vstavilo, bo šla ti naprej govorila, ker že znam Božega. Tetica, zdaj sem pa te prišla. Koliko vas pozna to? Večina? To se ni važno. Ne. Je iz krajev, kjer sva se letos Max srečala na tvojem filmu, ne, ki ga upravičeno lahko rečem, da je tvoj, ker je glasbeni film. Deklica Micika in njena mama sta živele pri velikem kmetu v majhni izbi, če lahko prostoru z ilovnatimi tlemi, s prostorom, kjer je lahko stala samo ena postelja, pa 2 stola in ki je imela okroglo lino, na mesto okna sploh rečemo izba. Mama je Miciko zvečer vzela k sebi na edino posteljo, jo stisnila k sebi in veliko krat je rekla, zakaj sva ravno mi dve Micika tak nesrečni. Micika ni dobro razumela, ampak se je seveda dobro počutila v mamenem objemu. Ampak je šla mama delati na kmetovno njivo, je seveda imala Miciko seboj, ker je ni imela kam dati, ampak tam ni smela narediti manj kot druge. Zato se Micika povedala, da so ji ženske pripovedovale, kako so ji taki majhni namakali cucl iz blaga v žganje in ji ga potem dali v usta, da je pravzaprav ne mogla spala čez dan na zare in ni motila mame. Pa videla je tudi, da nista kakor drugi. Zadnji sta smeli sesti k mizi, ker se je jedlo skupne sklede, prvi sta vstali. Če je Micika hotela vzeti jabolko, ki je ležalo na tleh na dvorišču, je morala mama najprej vprašati gospodarja. Micika pa je videla, da so drugi kar pobirali ta jabolka in se obmetavali. Potem pa je se spomnila in spoznala, kaj je najbrž narobe. Ateja ni bilo. Drugi otroci so imeli ateje, ona pa ni imela ateja. In ko nekoč mama vprašala, mama, kdo pa je moj ata, in mama rekla, da tega ne vprašaš nikoli več. In res ni, ampak enkrat sta bile v Ptuju, v tistem Barbarinem sejmu, in mama je držala malo Miciko za roke, sta šle po ulici, naenkrat pa se je mama ustavila in pokazala Miciki, glej, tisto tam je tvoj ata. Micika je pogledala čez cesto, tam je pred izložbo stal neki moški, Micika je kar se hotela strgati z mami pa teči tja, mama je zgrabila za roko, ne, daj mir, ne moreš zdaj, ne moreš zdaj, nisva ga vprašale. Potem pa je iz trgovine prišla neka ženska, z deklico tudi, so se prijeli za roke in šli naprej po ulici. Micika je pogledala mamo, kaj zdaj to pomeni, videla je samo, da mami tečejo solze in ni vprašala nič več. Ko pa je bilo 6 let, je začela pasti kmetove krave. 5-6 krav včasih. Najprej s kmetovimi otroki, potem pa kar sama. Gnala je skozi sosednje vasi, skozi drugo vas Muretinci v Podborno, kjer je bila gmajna.
ker bila tako majhna, so se vsi ozirali in govorili, gledajte, tako majhen otrok, pa že pase, pa že ima 5 krav. In Micika je, da bi ja slišali in videli, kako je pomembna, kričala za temi kravami. Šeka, gremo tam, Perga, kaj gledaš? In so jo vsi gledali pri eni hiši, kjer je bil plot, je prišla k plotu, vsakikrat, ko je šla Micika s temi kravami mimo, neka tetica, gledala deklico in je rekla, joj, takega otrokeca bi pa tudi jaz rada imela, ki je tak priden. Micika si je zapomnila ta stavek in je pasla na kravi, ker bilo, drugi so pasli na gmajni kmet, pa je imel tam njive in je pasla na zarah, kjer je bila zelo lepa trava. Krave so se pasle, Micika je trgala rože, si delala neki venec, si ga postavljala na glavo in sanjarila, da je v nebesih, da je angel, ker ko je bila pri maši, je čula, da je župnik govoril, da so nekje zgoraj nebesa, da je raj, da so tam imajo duše in angeli vse, kar si zaželijo. In če imajo vse, kar si zaželijo, imajo sigurno Ateje. In Micika je mislila, da je tam našla Ateja, se držita za roko, greta po raju in nekje igra nebeška glasba. Vseeno so pa, kadar je bilo zelo vroče, krave bile nemirne in nekoč sta se začele bosti Šeka in Liška. Micika je imela eno tanko palico, pa jih je hotela spraviti na razen, pa ni šlo. Kravi sta se zaganjale druga v drugo kot ponoreli. Naenkrat je počilo in je Šeka odbila Liški rok. Odbila ga je ravno tam, kjer pravijo, da je živi rok, ker se je pocedila kri. Micika je bilo zelo strah, je jokala, ko je gnala zvečer krave proti domu. Tam pri tistem plotu je spet bila tetica, ki je rekla, joj, tak pridnega otrokeca bi pa tudi jaz rada imela, ampak se Micika ni kaj dosti zmenila. In ko je prignala domov, gospodar je ravno malical za eno leseno mizo na dvorišču pod hruško, so seveda vsi skočili po konci, so rekli, kaj je to. Je gnala krave v hlev, kmet je rekel ostalim zunaj, ostanite, ne pa rekel, ti pa počakaj. In si je dal dolgo opravka s kravami, predno jih je pripel, poslal, pregledal, se upravičujem, potem pa je vzel bič in začel Miciko tepst, pa kamor je padalo, po golih nogicah, po rokah, s katerimi si je zakrila obraz in Micika je tulila in mislila, da bo umrla od hudega. Ampak naenkrat so se odprla vrata, v hlev je stopila mama, se stopila pred Miciko, pa je rekla kmetu, mene dajte, ne otroka, saj se ni sam naredil. Jesti vama dajem, piti vama dajem, stanovanje, ve mi pa tako vračata. Pa se mama malo prla, rekla, saj delava, ja delata, vraga, obe bom nagnal. In zvečer je potem mama polagala Miciki obkladke z kisa, Micika je večkrat govorila, mama, nič več ne boli. Mama je stisnila k sebi, rekla svoj, zakaj sva ravno medve Micika tak nesrečni in je bila vesela. Res je bila tepena, ampak imam mamo, ki jo brani. No in potem je pasla naprej, v jeseni pa so ji zopet enkrat krave pobegnile v njivo koruze. Koruza je bila že velika, imela storže, listje ni bilo več čisto sveže, zeleno, ampak so se zagnale tja in nekatere krave tudi žerile tiste storže. Micika se je strašno bala, ker je videla, kako je lani sosedom crknila krava, ki je šel storž v sapnik, ampak to se ni zgodilo, ampak velik kos njive je bil polomljen, popasen, pomendran. In ko za nalašč se je ravno takrat pripeljal gospodar s konjem in z nekim vozom, privezal konja k drevesu in šel gledat. Micika ga je pozdravila, seveda je ni niti pogledal, preštel je tista stebla in se odpeljal. Ko mu je rekla z Bogom, se ni niti ozrl in že to je bilo slabo znamenje. In spet je cmihala od straha, ko je gnala čez vas domov in tudi ni pogledala tetica, ki je spet rekla, takega pridnega otrokeca bi pa jaz rada imela. In tako je prignala do kmetove hiše, tam je se vse ponovilo, kmet je rekel, tu počakaj, se je dal opravka s kravami, potem pa je vzel bič in je začel tepsti, kjerkoli je padlo. Ampak Micika ni več tulila, ampak je tako sključena, čakala samo, kdaj bo prišla mama, se oprla in postavila za njo. Ampak mame ni bilo. In Micika je šla potem sama v izbo, si sama dala neke obkladke, mama je prišla pozno, zelo utrujena, tudi malo sitna, je samo rekla, pa kaj si spet naredila, ti ne bodi ga treba. Obena je bojo nagnali zaradi tebe. In je legla in v spanju stokala in vzdihovala. Micika pa ni mogla zaspati. Je čula, ko je bila ura v cerkvi polnoč. Sama sem na svetu, nikogar nimam Ateja, še mama je jezna name.
Potem pa se je spomnila na edini lepi stavek, ki ga je slišala te dni. Takega otrokeca bi pa tudi jaz rada imela. In je vstala, poiskala edino oblekico, ki jo je imela, ki jo je prej spustila kar poleg postelja na tla, si jo oblekla, odprla vrata izbe, so malo zaškripala, mama je nekaj vzdihnila, ampak se ni prebudila, je tavala po veliki prikleti, prišla do zapaha, do vhodnih vrat, ga odprla in stopila na prak. Sosedov pes, kmetov pes Paz je pretekel k njej, mahal z jezikom, tudi on je bil sam nocoj in Micika se je pognala. Teči je bilo treba vsaj 20 minut. Mora priti do tiste hiše, kjer si pa želijo ravno takega otrokeca, ko je ona. Pa naj se zgodi karkoli, ne samo, da pride ta pes, naj pride pravi divji pes z rdečim jezikom, naj pride hudič z žarečimi očmi, naj pride smrt z belo koso naproti. Jaz moram priti tja, ker bi radi imeli takega otroka, ko sem jaz. In res je pritekla do tja, preplezala plot in potrkala po vratih. Je čula, da se notri nekaj šepeta, premika in potem so se odprla vrata, na prak je stopila tista tetica, veliki beli spalni srajci, svečo. Micika pa je rekla, tetica, jaz sem te zdaj prišla. Ja, ljubi otrok, kaj boš pa ti tu pri meni? Ja, se ste rekli, da bi radi imeli takega otrokeca, kot sem jaz. Ja, rekli, seveda sem rekla, samo sem mislila, veš, da bi bil ta otrokec, ki ga imam jaz tu notri in ki se bo rodil tak priden, kak ti, ne pa da bi ti prišla k meni. Pa je prišel zadaj moški, pa rekel, ja, kaj bo zdaj, najprej spi nocoj pri nama, jutri pa peliva nazaj k njeni materi. Micika je pa kliknila, jaz ne grem več nazaj, rajši v Dravo. Ljubi otrok, da ne rečeš tega nikoli več, to je največji greh. In Micika je ostala pred teh dveh ljudeh. Ko je šla k Birmi, ima je začela govoriti boter in botra. Svojim otrokom je kasneje veliko krat rekla, moj pravi ata je pravzaprav boter, moja prava mama pa pravzaprav botra. In potem je pazila na tega otročka, ki se je rodil, pa še na naslednjega fantka. Kmet je potem kupil tudi sam kravo in je pasla tisto kravo in ko je bilo 17 let, je vedela, da mora iti na svoje in se osamosvojiti. In ko je čula, da nekje v Hočah pri Mariboru iščejo svinjsko deklo, ki pa bila tudi kuharica, se je odpravila od tam na pot in tudi se je hodilo celi dan. Zvečer je prišla k temu kmetu v Hočah in so jo sprejeli. In je najprej res delala kot dekla, kasneje pa, ker je bila pridna, je vedno rekla, da je postala prava kuharica in je kuhala za delavce in za vse. Tam je spoznala manjšega moškega, ki je bil tudi brez staršev in sta se zaljubila in poročila. In njima smo se rodili brat, sestra pa jaz. A veste, da komaj verjamem, da je bila moja mama tista Micika, ki se je ponudila pri tujih ljudeh z besedami, tatica, zdaj sem pa te prišla. Tako zdaj veste, kak je moja, z take družine prihajam. To je bilo v Hočah, jaz sem se rodil v Mariboru, jaz sem bil na Porov, bil sem drugi otrok, je Jožica se že prej rodila. Tam sem spoznal nekaj, kar v tej knjigi obravnavam, če jo je mogoče kdo prebral. Vem, da je mama, ko je rodila Jožico, je bil ata pri vojakih in se nista poročila. Ata je bil v Šibeniku, v vojski. Ampak je bilo jasno, da se bodo poročila, samo ker nista imela kam iti, ker sta bila hlapec pa dekla. Pa je Frangež rekel, da ima bo pomagal, pa je mama rekla, me je bilo tak strah, ker ko sem bila deklina, sem vedno rekla, ne bom rodila otroka, pa tudi nobenemu ne bom dala, če me ne bo poročal. Da moj otrok ne bi vedel, kdo je njegov ata, tako jaz nikoli nisem vedela, to mu pa ne privoščim. No, pri nas se je to vse sreče končalo in bi lahko rekel, da sem res odraščal v eni družini, srečni. Ata je bil, že Eden Panar, če ste videli v filmu, napihnjen samo doma. Tam je bil varen, mama je bila bolj pametna, ata je bil čustvenjak. Živeli so samo zato, jaz se spomnim, da sem hodil v prvi razred, pa se ate je zazdelo, da se malo boljše učim kot brat pa sestra. In mi je tako malemu mi enkrat rekel, Tona, jaz bom dal zadnje hlače zriti, samo da se boš ti šolal. Da ne boš tako kot jaz, ki nimam nobenih šol. No in pol si ata sta se poročila in nenadoma je dobil službo na železnici, kar se mu je zdelo bogova,
Prej je to bila stalna služba, državna služba, mama je peglala tiste hlače, da je hodil kot en oficir vsak večer službo se rihto, on je to vzel največ, kaj se je lahko v življenju zgodilo. In smo potem res preživeli otroštvo v Pesnici. Tu bi vam pa zdaj prebral iz te svoje knjige in svoj, bi rekel, prvi, imate živce me poslušati? Gabrielca Viko, dramaturginja, mi na neki točki pokažete, kdaj naj začnem nehati. Se opravičujem. Ja, naj še povem, urednica tej knjigi je bila Petra Vidali. In jaz sem tako pošiljal po 100 strani rokopisa. Sproti pa je gledala. In ko sem ji to poslal, bom potem povedal, kaj mi je rekla. Naslov, knjiga se začne z podnaslovom Deček v Pesnici. Ne, tega se ti res ne moreš spomniti, sta govorila ata in mama dečko, ko je trdil. Vem, bil sem tam, v Pilčevi kleti, vsi smo bili, tema je bila. Ja, res je, mama, se dobro spomnim, tudi drugi otroci so bili v tisti temi. Odrasli ljudje so tudi bili. Sveča je gorela, bali smo se in potem se je zgodilo. Ja, pa kaj se je zgodilo, povej? Ne vem, je deček nemočen jeclav. Vi ste rekli, zdaj se je zgodilo. Dečko je bilo takrat v tisti kleti 9 mesecev. Tako je bilo, vem, da so ugasnile sveče, mogoče so se potem odprla vrata kleti in je zapihalo in ste začeli v strahu hoditi ven. Kaj se je dogajalo med vrati in zunaj, tega se ne spominjam, ampak spomnim se teme, strahu, joka, molitve ljudi, ki jih nisem poznal in tebe, mama, se tudi dobro spomnim. Ja, pa takrat si bil star 9 mesecev, nišče se ne more spomniti tako daleč nazaj. Tisto, česar se je deček spominjal, a mu ni nihče verjel, se je zgodilo v začetku aprila 41. Rojen pa je bil avgusta 40. Tema je bila, ljudje sedijo na kupu, šepetajo, mrmrajo, kasneje je deček pomislil, da bi lahko bila to tudi molitev, temni strah je bil med njimi, nekaj so čakali, nekaj groznega, posebnega, velikega, neznanega in tudi slabega. Ta prvi pramen spomina je bil tesnoben, skrivnosten, strašljiv začetek njegovega življenja. Pozneje je izvedel, da so čakali v kleti, kdaj bo eksplodiral most čez Pesnico na poti proti Mariboru, ki ga je minirala jugoslovanska vojska, ko se je umikala in ko so vsak dan pričakovali, kdaj bodo prišli Nemci. Oče, ki tudi ni verjel, da bi se lahko fant pomnil dogodke v Pilčevi kleti, mu je oporekal. Če bi pa res spomnil čas, ko si dopolnil 9 let, bi gotovo vedel tudi, da je Luftdruck v kleti vseeno dojenčka, da smo jaz kasneje naredil trugo, jo pobarval z belo barvo in ko ni nišče upal ven, ker so bili Nemci že šetiljo, sem jo nesel na pokopališče v Jarenino, kjer smo ga na hitro pokopali. A se spomniš tudi kaj takega? Kaj pa to? Bi se spomnil zagotovo tudi, da smo se 2 leti kasneje preselili v Pilčeve grabe gor na breg. Pa ata, spomnim se, vozil si cik-cak na breg, pa so voli ponoreli in ušli, tebi pa so padle omare in se kotalile v grabo, ti pa si preklinjal. Odkot pa to veš, je zdaj vstal oče in ga začudno gledal. Ja, pa spomnim se, je vztrajal deček trmasto. Mi smo stali spodaj pri Pilčevem ribniku in gledali. Tudi se spomnim, da si imel takrat eisenponarsko obleko. Micka, je poklical oče mamo, pa ta najn Tonček ima res poseben spomin. Pa mislim, da bolj fantazira o tem, kar mimo grede sliši, kot da bi se spominjal. Ne, res je, spomnim se, je užaljeno kriknil otrok. No, torej vam povem, kaj je bil moj prvi spomin, kako so prišli Nemci. In pol se spomnim še nekaj stvari, z vojno sem rekel, takrat mi je bilo že 2 leti, ko smo se selili iz te velike nemške hiše, gor na njihovo bajtico z Ilovice, pa nam je tam dal stanovanje. Pol se spomnim, kako je ata šel leta 43. na vojsko, da smo tam stali. Pri nas se je videla dol železnica, tako en slab kilometer z brega.
Se spomnite, da sem tistega kolaka začel, mama, kako srečo imajo tisti, ki so doma na Urbanu. Ne? Na zahodno stran se vidi Urban, na vzhodno pa Jareninski bregi. In tam smo gledali, kako se je ata pelo, mama je tulila, mi pa Jožica je največ razumela, rekel je, da bo tam mahal z Belo cunjo, z pesnice v Mariboru, tam pa potem v Nemčijo, v Erlangen. To se spomnim, da sem jaz mami rekel, pa kaj se jočeš, jaz bi se takrat pelo z vlakom, jaz bi bil tak srečen, ata je zdaj sigurno najbolj srečen, da se lahko vozi, a ti si mu pa favš, pa me je tam skoraj užgala. Evo, in tu imam, tako bi rekel, ene prebliske, kot da bi v temi nekdo snemal filme. Pa je ena slika, druga slika. Ko pa je ata prišel z vojne, kar sem v tistem prvem prizoru filma napisal, od takrat naprej pa gre, kot da je res film, kot da niso več slike, od takrat naprej se pa na nek način vsega spominjam. In evo, v pesnici sem hodil v šolo, zanimivo, da pred vojno ni bilo šole, v pesnici je Hitler, že leta 1941, torej Hitler, Nemci, naredili šolo. Mi je nekdo pokazal, da je celo v nekem časopisu v Berlinu pisalo, da širijo razsvetljenstvo na jug, da v nekaterih krajih kot pesnic pri Mariboru so recimo v nekaj mesecih naredili šolo, ki je prejšnja država ni nikoli naredila. Evo, in tako sem preživel to otroštvo v tisti pesnici. Bil sem že dovolj star, da sem videl nacionalizacijo, so delili zemljo. To mi smo jo tudi dobili, bilo je res tako, da ata, ki je se toliko hršil, kaj bo v tej novi državi naredil, je poslal mamo, ampak potem smo imeli 3 leta tisto agrarno in to res je ata delal kot črna živina. Zdaj sem v kakšni črtici napisal, smo gore stanovali, je to greznico, pa eno kravo smo imeli, pa gnoj je noso, reveš, po vseh bregih, leseni kanti pa lival. Je smrdel po tistem dreku našem, pa kravjem, ljubi Bog, ko je prišel, se ga je mama umila zvečer, ko je šel v službo, ampak so vsi Eisenbahnerji šli iz pisarne, so rekli, Partlič, če boš ti tu noter, idi vun. In je tako, to se spomnim. Pol pa je enkrat, se imam eno črtico v eni knjigi za otroke, pol je pa iz te spodne grabe, ker smo mi stanovali po vojni, so ti pilci zbežali, se je naselil proletariat. In če greste zdaj pogledati, je že vse ruralni proletariat, kamor tudi moja mama je delala, tam se je vse sesulo. Ko še je bilo je spode, bil en mesar, se je pisal Harič, se spomnim, je šel klad čez naš breg dol v Gačnik. Tam se vedno malo nažgal, pa so mu dali klobase pa meso, pa je šel domov. In je prišel po oni strani gor, je blenti pri nas mu je na tisti greznici spodrsnilo in bojim se je boriti, pa po hrto pelo v tistem dreku kilometer, ker je tako strmo dol v Pilčevo grabo. Je prišel tja, pa so bolj pravili, da je zunaj klical, mama, jaz sem drek padel. Ona pa, ker je vedno prišel pijan, prokleta braba, spet si se nažgal. Pa ne, vse sem torbo s klobasami, tako gor držal, ja. Ampak ko je hotel iti, rekla, ne, tu se sleči. In se mora zunaj sleči, pa šel s tisto torbo, čerka Pepca Haričeva se pa ravno zbudila noter, pa prišla v kuhno gledati, kaj se zdaj godi, kaj je narobe. Pa videla Ataja nagega s torbo, pa so še njej dali focen. Ampak tudi v tisti torbi so bili Partličeva omaka, tako da tudi tisti klobas ni pojedel. No. Ampak vse veste, človek se tako spominja vsega iz otroštva. Cankar lepo pravi v svojem dosti žalostnem mojem življenju, pravi, vsaka mladost je polna mladostnega smeha in veselja. Vsaka mladost, pa če je še tako hudo. In jaz bi si mislil, da sem približno imel res tako mladost. Res pa je, kakor marsikje, da so v pesnici je živel France Filipič. Dragica, sem ga že včeraj omenjal, kje sedi Dragica, da vidim tu. Oprosti, no, še ti že opravičil, ne. Sem včeraj to tu omenil tudi. Pa je režiral igre 45, 46, bi rekel, zelo malo ali pa nič teh partizanskih agitk. Vem, da sem prva igra, ki sem šel gledati, bilo mi je 6 let, sem že
seveda poznal črke, pa je pisalo gor tako nad odrom v polkrogu Matic Heksechenič, Bohoričici, ne? Pa nismo prav zastopili. Pa se spomnim, da je igral Matička. Drugo leto so igrali Kralja na Betajnovi, ti pesniški amaterji. Pa so pa enkrat igrali celjske grofe. In moja sestra očitno ima nekaj talenta za igro, ker je pač igrala tam ste glavne vloge. Kasneje pa se s tem ni ukvarjala. Se spomnim, da pol sem videl, da je bilo doma nekaj narobe, so neki focni padli, Jožici, čeprav jaz mislim, da res ni bila nič kriva, da se je ta Filipič, ki mu je bilo takrat že dobrih 40 let, da je tako malo začel šmirati z našo Jožico. Njegova žena Nada je iz znamenite družine Sardočevih, tudi tista igralka Mira Sardočeva je. Pa tudi vidim, koliko je bila, pa jaz ne vem, kaj je res ali ni res. Ne vem, a je res ali ni res, Jožica je že bila noro zaljubljena svojega Sašota, ampak se spomnim, ko smo šli v Mariboru v kupe, pa smo dijaki sedeli v kupeju, je kot slučajno Filipič, ki je delal v Mariboru, prišel na koncu v ta kupe. Pol je pa rekel, joj, moram nekaj skozi okno pogledati, ne? Jožica pa je vedno tam sedela, da ne bi do nje prišel, ne? Ampak je šel k oknu, odprl, pa rekel, da tu se malo sedi, pa se je tam sedel in pol sta se z rokami kdaj s Sašotom srečala v tunelu po Jožičinem hrbtu. Upam, da nekje drugote, porka fiks. No, ampak se spomnim, da je Jožica mi doma pravila, pa veš, nekaj hoče ta Filipič od mene, ker mi na vajah govori, je bila Veronika, je rekel, pol bo scena, bo tudi kostal en steber grajski, zdaj pa, ker ni tega stebra, bom jaz steber, Jožica. Ti se me pa primi, pa potem počasi se spuščaj na tla, na kolena in se vmes joči. No, ampak bi rekel, vse te zadeve, kaj se je pripovedovalo za materizma, sem nekako tam videl, sem tudi igral kdaj kaj Tončka v Matičko slabo zbirom. Pa tudi neko igro sem že tam napisal. Ampak mogoče bi rekel ta interes. Zdaj tu je kar nekaj ljudi, ki so moji srčni prijatelji iz Peker, ker zdaj imam njihovo dramsko skupino vodim, pa moram reči, ne, da mi tako zadaj prihaja nekaj tega šarma in tudi moram reči, da se pravzaprav najboljše tam počutim. Malo se važim pred njimi, pa kaj naredimo, pa se mi zdi, da smo že drugačni ljudje. Priznate, da ne bi niti šli na literarni večer v to dvorano, če ne bi bilo mene tam. Priznate? Zdaj pa ne upate, da ne bi jaz videl, da niste prišli tega vezbe. No, ni važno. Potem začel hoditi na učiteljišče. Jaz nisem tako zelo čutil nekega, da so nas indoktrinirali zlasti učitelje, ki bi naj bili potem, to so bila leta 60, 10 let, 15 let, ne, jaz sem končal učiteljišče leta 60, 59, 14 let po drugi vojni. Se pa spomnim recimo, kak nas je Kladnik učil dialektičnega materializma, pa če se zdaj na to nazaj spomnim, potem si vseeno mislim, kakva je tista šola bila. Mi smo že vedeli, materializem to je, da ni nobenega duha, pa neki, da je svet nastal kar z neke ideje, ampak je vse materialni svet, baza, in ki se stalno spreminja, in ker se vsak dan spreminja, je to dialektični materializem, družba, vse. In tako nam je nekaj narekoval, pa je vzel v roke en trikotnik, pa ker smo nam govorili o materiji, pa o idealizmu, kaj je to? Pa smo se vsi zadrli, materija, bravo, bravo. Pa je učil naprej, pa čez 10 minut zgrabil tisti trikotnik, pa rekel, kaj je to? Materija. Je ta materija še enaka kot prej? Jaz, ki sem bil tako pameten, seveda, saj ste vi rekli, da je materija neuničljiva. Bedak, ni ista, ker ves čas na svetu teče proces dialektike. In je tudi ta trikotnik v razvoju zdaj drugačen. Si pol mislim, da vseeno z takim znanjem sem jaz šel pol za učitla, pa sem otroke učil kaj v duhu dialektičnega materializma. Si zdaj vseeno mislim, da je bilo to malo bolj preprosto. Ko sem pa prišel v Ribnico, sem pa seveda že, tu sem že neke pesmi eni Angelici pisal. Na učiteljišču smo eno revijo izdajali skupaj prijatelji, Čobal, Gusti Gnamoš, Karl Jerič, to so bili potem slikarji, pa tako. No, pol sem pa šel učiti
Jaz sem pa moral iti zaradi štipendije 2 leti učiti v Radlje ob Dravi. Jaz sem bil že star 20 let, pa vem, da sem se jokal na vlaku, ko sem se gor peljal, ker sem že bil vpisan na fakulteto, bil sem kar dober dijak. Čeprav zdaj sem gledal spričevala nazaj, sem vedno rekel, da sem bil zmerno odličen, pa ne drži. Ampak v zadnjem letniku sem pa bil in mi ni bilo treba delati mature, kar že nekaj pove, ne. In ko tak kader sem mislil iti kar naprej in pa sem šel gor učiti. Zdaj, če bom našel, hitro tu malo popisal, da ne bom pripovedoval, pa da se bom bral, kak sem prišel na prvo delovno mesto. Ne zamerite, no, vse nič ne vem, kje je kaj. Slovo od učiteljišča in pesnice. Torej, s tesnobo v srcu sem se poslovil od staršev in od pesnice. Bil je konec avgusta leta 60. Bilo mi je 20 let. Ata in mama sta mi mahala, se brisala solze, ko sem se peljal z vlakom in s kovčkom iz Pesnice v Maribor. Tam sem prestopil na vlak na Koroško, ki se je ustavljal na vsaki postaji. In tako sem prišel do Vuhreda, tam pa peš s tistim kufrom v Radlje in od tam so me odpeljali gor na eno razrednico, ki hiša še stoji, je celo obnovljena, zdaj privatna, kjer je bilo 22 otrok, zdaj pa že dolgo ni več šole. No, in ko sva prišla gor, je gor bil prejšnji učitelj, Peter Macuh, Spolčan, zbolj pa je bil celo podpredsednik občine v Radljah, ki pa je imel neko posebno zgodbo, pa so ga hoteli čim prej spraviti tam stran, pa jaz namesto njega gor. No, na prak je stopil učitelj, ko me je občinski funkcionar odložil s motorja, s katerim me je pripeljal na dvorišče šole, naj jo je predstavil, a sva oba s Petrom rekla, pa saj se dobro poznava. Peter Macuh je končal učiteljišče 1 leto pred menoj. Bil je vozač iz Poljčan, kar aktiven in dobro znan celemu učiteljišču. Povedati pa je potrebno, da je bilo seveda na učiteljišču zelo malo fantov, morda je bil moški vsak 4. dijak in se je že takrat kazala feminizacija poklica. Potem, ko se je on odpeljal, mi je Macuh rekel, veš, ta Jakob je bil v partizanih in to skupaj z mojim bratom. Albin mi je najprej rekel, da na šoli najbrž je elektrika, ni pa bil siguren, seveda je ni bilo in Peter me je odpeljal v šolo, pokazal ravnateljevo pisarno in razred. Šolo je hodilo 22 učencev, s preračunanim vpisom ni bilo 2. razreda, da so jih prihodnje leto lahko 5 vpisali ali pa 4, zato pa so bili torej tudi letos vpisani 4 učenci v 1. razred. V majhni ravnateljevi pisarni v 1. nadstropju sta bila miza in omara, bila pa je še ena soba, ki mi je prej ni pokazal in ki je rekel, da mi jo bo pokazal kasneje, ko se bo funkcionar odpeljal. Potem pa mi je rekel, to ne poslušaj. Zdaj, ko se je tovariš Jakob odpeljal, lahko govoriva odkrito. In me je peljal pred tisto sobo, nisem jo odprl, ker mi je nerodno. Veš, vnotri je skrita Elica. Ja, katera Elica? Moja. Iz Maribora, iz Poljčan. Ne, poglej iz te hiše. In me je pokazal na hišo, kakih 100 metrov od šole. Med vračanjem je Peter rekel, zdaj smo skregani z njeno družino, ker je Elica pobegnila od doma k meni in sploh ne sme več nazaj. Zakaj? Ja, saj viš, kako je tu človek sam. Navadno je na šoli vsak učitelj le za 1 leto. Najprej je bila Danica Jandl. Vsi moški so zmerom hodili jesti dol k Breznikom. Preprosti obmejni kmetija imajo snažno v hiši in dobro kuhajo. Šole se je videla ta hiša, pa en kos karavle, drugače pa si videl še 2 strehe, pa tam na Kozjakov pa nič drugega. In tako sem začel hoditi tja jesti in sva se z Elico zaljubila. Ja, kaj češ? Ko sem šel nek večer od njih, me je na skrivaj počakala na dvorišču pri hlevu. Sva se kar prijela za roke in se začela poljubljati. Takoj sem videl, da se je tudi ona zaljubila v mene. Pa je prišel stari Breznik in je znorel, da ne bo tu nišče šlata v njegove hčerke, da ona ni kaka laka punca za gospodu učitelje, ki bi se igrali in da ne smem več hoditi k večerji. Pa se je Elica zadrla. Saj se bova poročila. Bil sem presenečen, ampak za njo je bilo nočno poljubljanje pač že najmanj za roka.
Vse drugo bi bilo itak greh. Dobro, je rekel njen oče in smo šli v kuhinjo. Tam pa je nadaljeval, kdaj se bosta poročila? Letos, sva rekla oba. Jaz pa sem takoj dodal, je rekel Macuh, ne, ampak ne cerkveno. Tedaj je šele vzoril. Kaj se to pravi, ne cerkveno? Tako po cigansko in komunistično pa je ne dobiš. Vsi brezniki doslej smo se poročili cerkveno, pa se bo še Elica. S tabo ali pa s kom drugim. Da veste, sem rekel, kot učitelj se nočem poročiti in tudi ne smem poročiti cerkveno. Vstal sem in odšel. Toda oče je kričal za mano. Pa tudi jaz pojdi kam drugam. Tu so za tebe vrata zaprta. In sem ga zdaj jaz vprašal, no zdaj pa jo imam tu. Po noči je pobrala svoje stvari in pobegnila k meni. Pa kje jo imaš? Ja, tu jo skrivam, če kdo pride, in je stopil k vratom. Ampak zgodbe ni bilo konec. Mene so gor poklicali zato, ker je on že imel poziv za vojsko septembra. In pol mi je pokazal, da ima poziv, pa je rekel, veš kaj, Elica bo ostala pri tebi. Že zdaj smo spali tako, jaz sem spal v razredu, sta mi dala madrace, pa sem spal lepo v razredu, ona dva pa na golih fedrah v tisti edini sobi. In jaz si, danes si to težko predstavljam, jaz si takrat nisem mislil, da bi kaj v to Elico silo, kljub zimskim dolgim nočem in snegu. Si ne, ampak sem rekel, pa kak bo tu, kaj si nor pri meni? Ja, saj si pošten, ne, zaveš, jaz sem, ne. In je Benti neko jutro je pobasil svoj kufer in šel, Elica se je zaprla v svojo sobo, se je jokala kot dež, ko sem jaz končal dopoldansko smeno, me je čakala in to cel mesec potem domači kruh, ki ga je morala nekje dobiti, ker ni pekla, in hamburška slanina skuhana, tako topla. In dokler je bil regrat ali pa salata, še salata. Vsak dan mi je to dala, pa se v bistvu skrivala. Ampak si mislite, je prišel čez en mesec nazaj, gor po bregu, je bil na Bileči, pa je imel manj kot 50 kil. In jih niso sprejeli. In se je vrnil in jaz v Ribnico na pohod. In jaz v Ribnico. Šli smo vsi trije dol na občino in so rekli, da ne bo kakšne nemorale, pa ni bilo nobene, seveda sta kauzala, ampak ni bilo nobene nemorale. Starši pa so se zgražali, ne? Nista poročena, pa svinja učitelj tako živi, pa z njimi so vsi držali. Ampak je moral Peter tam pred partijskim sekretarjem Silvo, to ni bistveno, pa Faletov so bili takrat tam gori, je moral obljubiti, da se bo ta poročila ne cerkveno in so jih pustili gori in sta res poročena, imata 3 otroke in on je zelo v časteh tam posod gori. No, jaz sem pa tako prišel v Ribnico na Pohorju. No, zdaj bom pa še prebral en odlomek, ki ga nekateri so prebrali vseeno 4-5 krat, kak sem se pol poročal v Vuzenici. Milka je, žena moja je bila hčerka velikih kmetov v Dobrenju, ampak seveda prva hčerka je šla, je v Zagrebu bila nekje profesorica matematike, brat je šel za učitelja in foter ni hotel slišati, da bi ona in je po osnovni šoli ostala doma. Je s konji vozila mleko, s konjem, enim Cezarjem po Mariboru pa delila tiste kangle. Zelo si je pa želela iti. Ne? In pol so nekak fotra prepričali, da bi dovolilo iti na kmetijsko šolo. Ne? In je šla na kmetijsko šolo in že takrat sva se tako malo spoznala. Pa bila ona malo enega drugega zaljubljena, jaz pa tudi kaj, ampak sem jo tako spremljal na kmetijsko, gor, tu, ker je imela prej pouk. Jansko sva prišla z vlakom in mi je kdaj rekla, čeprav se je tudi dobro učila, rekla, Jezus, to na dan spišemo šolsko nalogo Romeo in Julije. Se jaz vem, ne, da nista smela priti skup, pa da sta potem zaradi tistega nesporazuma s patrom oba umrla, ampak jaz tam rabim imena, pa vse. Jaz pa seveda sem se vedel Capuletovi, Montegovi, o Romeo, zakaj si ti Romeo, mar tvoje ime, te dolonali Roža, ki ima tako ime, ne bi bila Roža, če bi imela drugačno ime. In to vse razložil, cel solzen. Tak sem tudi babežica, vedno ne z literaturo. Pa nisem imel velikega uspeha, moram kaj povedati, ker sem znal Cankarja na pamet, ki tudi ni bil glih za ženska.
Ampak tako sva se torej že zelo zbližala. In enkrat mi je Milka, ki je zdaj pa že moja žena skoraj 40 let, še nisva nič mirala, mi je na tej poti gor rekla proti kmetijski, to ne veš, kaj so 17 let stara, 16, 3 moje največje želje. Prva je, da bi bila učiteljica tako, kak boš ti, ki hodiš na učiteljišče. Druga je, da bi imeli doma kopalnico. Ti si ne predstavljaš, kaj se je po zimi nad škafom umivati. Jaz še nisem si predstavljal, kaj je imela v mislih. Ne? In tretjič je rekla, da bi imela moža pisatla. In ko se zdaj kaj buni na mene, ne? Jaz rečem, jebem ti Milka. Tebi so se vse želje uresničiti. Vse. Ne? Ja, ne? No, tako sva se tam spoznala. Mogoče bi še tu sam nekaj prebral o njej, da bi povedal te svoje erotične izkušnje. Nič, no ne bom, tu nekje popisujem, ne, da predno sem pa šel k vojakom, pa sem imel že plačo, ne, ker sem bil že učitelj, šel sem vmes med Ribnico in Guzenico k vojakom, pa sem rekel, veš kaj Milka, ko bom prišel od vojakov, bom svojo plačo te povabil, da bova šla nekam skupaj na izlet, ker je zdaj geografinja bila, je tako želela potovati. Ampak je rekla, ja Tone, kaj pa bo čez mesecev 9, ne? Pa še jaz nisem nič kaj, ne? Pa sem videl, da je gre po glavi, ne? Da bi se lahko kaj zgodilo takega, kar bi bilo obema fajn. Ampak predno sem šel, pa sem jo nekako navalo tam v Pesnici, na enem bregu, tako se tu zelo natančno popisujem. Ampak tudi jaz sem se še v bistvu učil, pa kak sem plezal, gor sem dol lezel, ker je bilo tako strmo, ne. Ja, bendi nisem prišel, kamor bi moral, ne. Pol sem se v vojaki tako po glavi tolko, bi moral babo obrniti dol po bregu, razumete? Jaz pa bi bilo sigurno vse brego. No, ampak sva potem to nadoknadila v Guzenici, ne. Kje imam zdaj to? Ja, vse imam. Aha. Milka mi je torej 2 ali 3-krat pisala vojakom. Spomnim se, da mi je enkrat tudi poslala 50 dinarjev. Moče bil edini denar, ki sem ga od koga dobil. Ampak potem sem se vrnil, se nisva srečala in jaz sem šel v Guzenico, ker sem tam lahko učil slovenščino. Neko nedeljo dopoldne, ko sem se pripeljal zjutraj z vlakom iz Guzenice in šel domov v Pesnico, proste smo imeli takrat seveda samo nedelje, sem Milko slučajno, ker sem šel z avtobusom do Košakov, dalje pa takrat ni vozil, srečal tam na Košakih. In sva šla nekaj časa skupaj proti Pesnici, potem pa na levo na Dobrenje. Po mnogih peripetijah se je končno vpisala na Pedagoško akademijo v Mariboru. Starši, zlasti oče, so seveda vztrajali, naj ostane na kmetiji, ampak je nekako uspela. In potem mi je Milka povedala, da ne more iti k izpitu iz, ne vem, metodike zemljepisa, ker ni še nikoli bila v razredu in da mora upraviti, meni se zdi 15 hospitacij. In potem je tam vprašala mene, če bi lahko prišla v Guzenico, tam gdje sem jaz, imel stanovanje, teh 15 ur pravi, če bi ravnatla prosil, da bi bila 10 ur pri geografiji, drugo bi pa krožila okoli. In seveda dogovoril sem se v zvezi z njeno željo z ravnateljem, z gospodinjo, gospod Kričevo, ker sem stanoval, tudi da lahko prenoči pri njej. In nekega jesenskega dne, leta 62, se je pripeljala z vlakom iz Maribora. Pred odhodom na postajo me je poklicala gospa Kričeva, ko sem jo šel čakat, in mi je pokazala majhno sobo v glavni hiši in vprašala, ali mislim, da bo to vredo za tisto gospodično študentko iz Maribora. In tista soba je bila perfektna. Bele rjuhe, kar me je najbolj fasciniralo, je bila bela pernica. Sam sem stanoval pri njih v nekem prizidku, ker na mesto omare sem imel žeblje v steni. Bil je samo en stol in za pozimi en gašperček. Na posteli pa malo postarana volnena koca. Ampak za Milko so tam pripravili, kakor mi je pokazala gospa, kot za kraljično na zrno graha. Gotovo je bil petek, ko sem jo šel čakati na železniško postajo popoldan na Guzenici in priznam, da sem imel tako malen cmok v grlo. Po dolgem času bom srečal novo dekle, ki mi je bila že nekoč simpatična. Bo prišla, ne bo prišla, bom lahko svoje nesporne simpatije prevesel v razmerje.
Res je bila lepa, ko je stopila z vlaka. Imela je živo rdeč polover na vez, res kot se reče, in črno oprijeto krilo. Ti, vi, ki jo zdaj poznate, si pač težko predstavljate. Črni lasje so bili natopirani. Nasmejana usta so kazala bele zobe. Pa kak si zrihtana, sem rekel občudujoče. Ah, polover, imam tak bratov, zdaj on bileči in ga ne potrebuje. Kar presenetila me je svojo prostodušnostjo. Če bi jaz imel sposojen kak polover, bi me bilo sram priznati. Potem sva šla do Kričevih, seveda najprej v mojo sobo ni bilo doma. Rekla je, da ni lačna, čeprav sem hotel povabiti, ampak da je dala mama s seboj 2 svinjski klobasi, eno tudi za mene. Sedla je na posteljo, jaz pa na edini stol. Povedal sem ji, da bo v soboto hospitirala pri meni 2 uri, potem pa pri drugih in tudi pri zemljepisu. Potem pa greva v gostilno pri postaji. Prihodnič pa bo tudi pri ostalih učiteljih. Gledal sem jo, bila je lepa, jaz nemirjen, po vojski seveda, že skoraj nervozen. Seveda tega nisem kazal, ampak sem predvsej pozornim namenom sem ji hotel preskočiti na pomoč. Ko sem videl, da se kosmi tiste posteljne koce prijemljajo na njeno črno krilo, sem rekel, glej, koliko muc imaš na tem krilu. Se ne boš mogla taka v šolo, daj sleci ga. Pogledala me je in rekla legendarni in usodni stavek za moje življenje. A že? Potem sem se zavedal, da ni kaka lahka punca, ampak vseeno mi je vzelo sapo. Ja, kaj bi se delala? Seme se mava rada, a ne? Jaz sem kimal in tisto krilo je železlo z nje in tudi vse drugo. Nisva se gledala, seveda nama je bilo nerodno, a obema se je mudilo. Drug drugemu, drug na drugega, drug pod drugega. Pernice v sobi gospe Kriče so zaman čakale na princeso na zrno graha. Princesa je globoko dihala, na njej je bila moška klada, ki bi naj bila nekoč pisatelj. In če bo otrok, je vprašala Milka po 14. krogu tega krosa, ji bo ime Mojca, sem izstreljal. O ti moj ljubi Bog, in tako se je tudi zgodilo. No, zdaj ne bom te reči pripovedal, potem sem prišel v Maribor, kakor je že povedala Gabrielca, na pedagoško. Tu sem imel eno zelo zanimivo izkušnjo, ki jo precej natančno popisujem. Bil sem kolega z Anico, ki je zdaj glavna igralka v našem gledališču v Pekrah. Njena mama je bila v knjižnici, Sirankova gospa. Se mi je tako malo dopadla, ampak smislu nič ne bom pokazal, se hodi Milka taka po učiteljišču in jaz sem jo po tistih štengah po pedagoški kar spravljal gor. In tu smo bili vsi tako srečni, ko je rodila, Alektera mi je dala celo darilo in plenice za najo, ki so bila revna, ata pa mama. No, in potem sva šla nekaj časa učiti gor na Sladki Vrh. Na pedagoški akademiji sem nekako postal, ker sem bil tudi malo starejši kot drugi, pa so mi že objavili večero neki 2 noveli, pa nekaj v Mladih potih. Pa malo sem se najbrž tudi forsiral. Pa moških ni bilo veliko. Sem tako postal neki referent za kulturo v študentski organizaciji na pedagoški. In ne, da bi sploh kaj mislil, da delam nekaj, kar ne bo prav. Zelo mi je koristilo, da smo najprej imeli mariborski študentski list katedro, se še zdaj, ne? Ja, katedro, pa so jo ukinili, rekoč, da iz finančnih razlogov, Golov, Prašnicki, pa taki so bili tam zraven, pa so jo pa ukinili in nam je morala ljubljanska študentski list Tribuna, je morala za to imeti, to so sklenili na sekretarijatu za visoko šolstvo, imeti 2 strani, ki se jim je reklo v ljubljanski Tribuni Mariborska stran, da smo bili tudi mi zastopani. In mene so izbrali, čeprav mi je čist pasalo, ampak niti ne vem zakaj, ker da bom urednik te ljubljanske, mariborske strani v Tribuni. Nisem tako hodil vsak teden v Ljubljano, ker so okoli mene sedeli 23-letni Andrej Inkret, Dušan Jovanovič, Ivo Vajgl, pa tudi drugi kaki, ki so kasneje postali pesniki. Jebenti se mi gledam zvedel, kaj vse vejo pubeci, ki študirajo prave šole. Kaj jaz ne vem. Pa jaz mislim, da sem tako z izobrazbo dohitel, ker drugega ne delam, še zdaj se učim skozi. Edin v eni stvari se mi zdi, da se mi pozna, niti ne, da nimam sistematičnega znanja, da nisem nikoli študiral filozofije.
sam dialektični materializem. Pa veste, da sem se lahko pogovarjal s Forstericem pa Kramberger, sem prebral Sartra, kaj je bilo pri nas prevedeno, Nietzscheja. Sem vse prebral, ampak nikoli ni vseeno, in še vidim, ko analiziram drame, recimo v gledališču kot dramaturg, da tisti Pesjan, ki dobro pozna filozofijo, seže globje kot jaz. Čeprav se bi tako rad, edino tu čutim en pravi minus, ko sem v soočenju z drugim. Pa vem, da sem Milki rekel, poslušaj, smo se tam Ingrid Jovanovič, ti povem, Grafenauer, seveda glavni, ti bojo še enkrat znameniti Slovenci, zapomni si te priimke. Mislim, kak pa človek pride v neko okolje, pa s te rase. Ampak na učiteljišču, jaz imel naročene perspektive, zdaj nisem pol zastopil, kaj odpiše, čeprav ravno se to, Taras je pisal o eksistencializmu, Antigona je bila objavljena in tako dalje, in sem jih prebiral doma in sem mučil. Pa videl sem, da so malo kritične, nisem pa zaslutil, da bi bilo kaj zelo narobe. In sem šel na ta odbor Zveze študentov Maribor, kak se je takrat imenovalo, študentska organizacija, vprašati, če je tam kak denar, pa je bil zato, da bi povabil na literarni nastop te najbolj mlade še takrat in tudi najboljše pesnike Daneta Zajca, Gregorja Stenišo, Vena, Koz, in so rekli, pridemo. In smo tako naredili na pedagoški zgor, ti si Blanica, ti si dvorani zgore smo bili. In to je vse teklo, povedali so, da Tarasa ne bo, pa Kosa ne bo, ker sta na sestanku pristane v Kavčiču leta 1964 in 2 meseca kasneje so ukinili perspektive. In tam je bral en svetlo las, simpatičen mal čokat, vse lase je imel, svetlo las, en fant je bral eno kritiko filma Primer tovariša Koprivice, je bil prvi kritičen partijski film, razen da na koncu se pa vseeno partija prevzame pa reši. Prej pa film po eni drami je Primer tovariša Koprivice, ker so razgalili napake v partiji, sam na koncu bo partija, pač ker je se verjelo, da se bo vse dobro končalo. On pa je napisal, da je film odličen, razen do zadnje laži je to tam bral. To zmilo, da je narobe. In je bral nekaj o kmetijstvu. In smo se rešili. Res sem videl, da je bilo malo študentov, pa neki ljudje, ki jih sploh nisem poznal. Videl sem pa tudi tu na učiteljišče, hodil z menoj, niti ni važno, bilo mu ime Andrej, primek niti ni važen, pa je umrl, že sem videl, ki je hodil, 3-krat je padel prvi letnik, pol so ga pa izključili. In enkrat mi je sestra, ki je bila eno od teh let z njim v letniku, mi rekla, veš, da je tisti Andrej službi na UJV. Me je srečal, pa se mi je pohvalil, da zdaj to vodi. Ampak jaz sem ga poznal na videz, kaj več pa ne. Pa prijem enkrat domov, en teden kasneje, pa mi mama pravi, tvoj dober prijatelj Andrej je bil tu. Sam enega sem imel, sem rekel, da ne, je rekla, pa veš, da se mi zdi, da se je malo tako čudno obnašal. Pa kdaj prideš, pa nikoli mi ga nisi imenil in se je odpelo. Pa nisem znal, pa smisel ni tako važno. Drugi dan sem prišel pozno zvečer, ne, ob 6. zvečer šole, bum, se pripelje Marica v pesnico, stopi ta Andrej, ki sem ga torej prepoznal. Nič je rekel, da moram iz njim, je rekel, da je to ne jutri se oglasi na Majstrovi 2. Pa sem rekel, ja, pa kaj pa je, kaj sem naredil? Smo kaj naredili na pedagoški? Ne, veš kaj, tako zdaj si že ti malo znano osebnost, jaz sem vesel, da te poznam, pa bi se rad kaj s tabo pogovoril. In se odpelo s isto Marico. Mama je že videla, da ni dobro. Ko sem videl, če je bil kdo od vas kdaj zaslišan na UJV, sem šel drugi dan ob 3, kot je bilo rečeno, pa sem bil potem recimo še 6-7 krat, ko zaslišan največ okoli Jančarja. Vedno ista zgodba, tudi takrat, ko imam povabo, najprej te rečejo, tu sedi in sediš 1 uro. Kot da si malo nestrpen, pa kaj zdaj je, a smo me pozabili, pa vstaneš, da bi vprašal, kaj zdaj, on mi je rekel, ne bom točno ob 3, me je vabil. Ne, kar hladnokrvno, prijem gor, so bili 3, je rekel, jaz sem bil v partiji,
sej, da ne šmisla, smo mi kakvi policisti. Mi smo kolegi, ne, pa smo tudi veste, ne se malo s teboj pogovorili. A lahko vklopimo magnetofon? Pa se rekel, seveda, sej, kaj. In pol mi rečejo, si organiziral literarni večer, kdo te je nahujskal? Pa sem rekel, ne. Glazarjeva nas je že, ki je res bila dobra profesorica učila, in v Zajcu, in v Strnišu smo menjali, sem rekel, jaz jih berem in se mi je zdelo, da bi morali mariborski študenti enkrat videti tega Daneta Zajca, pa Strnišev, pa Tauferja, Taufer je prišel, Gregorja ni bilo. A tako, ja, pa kdo ti je dal denar? Pa sem rekel neko ime, ki je bil takrat predsednik, ki bolj vidim, da je sploh bil tam v službi, takrat pa je bil mariborski, sem rekel, on mi je dal denar, je bil predsednik organizacije. Ja, povej, kateri so bili. In sem rekel, enih 6 je bil tudi brat Rotar iz Maribora, ste jih naštel, za onega blondnega pa nisem vedel, kako mu je ime. Pa zdaj je bil še eden, pa si nisem zapomnil imena. Ne, ta nas zanima, kaj je bral. Pa sem rekel, en film pohvalil in je tudi pohvalil, da je to film, ki je razgalil nepravilnosti pri nas. Ne, kaj je rekel na koncu, sem rekel, ne vem, pa kaj še bral, pa nekaj kmetijstva. In sem videl, da gre za Jožeta Pučnika. Niti mi niso rekli. Ne. Je bil tisti večer tam Jože Pučnik, ampak da ne boste mislili, zaradi teh 2 prispevkov, ki jih je objavil zdaj še je knjiga, zdaj v eni od teh knjig o Kozbeku ali o Merzovi ali od Andreja Inkreta, sem prebral, da so ga res zaprli ravno zaradi teh 2 člankov, ki jih je bral tudi v Mariboru. In takrat sem imel torej prvo srečanje z UJV, pol je šel Andrej z mano dol, je rekel, ti hodiš v Ljubljano na sestanke, a bi se midva še dobila, ko boš prišel z Ljubljane, pa bi mi kaj povedal, kaj ti fantje misli, a so res koliko, pa se rekel, ne, Andrej, oprosti, da je imel paniko, ovaduh pa ne bom. Rekel, zdaj si me pa užalo, ne, jaz sem tvoj prijatelj, kaj mi že bi jaz s tebe hotel ovaduha delati, ne, ni govora. Ampak, ko sem se drug teden vrnil z avtobusom, je stal tam, pri avtobusu. In je rekel, greva na kavo in sem šel nekam na kavo, pa smo rekel, Andrej, glej, zdaj bom jaz vstal pa šel. Naj ti povem, da sem povedal mami, sestri, vsem na akademiji, da me boš čakal. Jaz nimam teh živcev, da bi karkoli s teboj. In pravzaprav se ni nikoli več ponovilo, pol sem bil, moje edino disidentstvo je, se sem tu popisal, sem bil enkrat pijan na Sladkem vrhu Budalo, vse tudi veste, da sem bolj hitro šel zdraviti pred 40 leti in več. Pred 40 leti, da sem v gostilni pri Perneru v Sladkem vrhu, ne vem, kaj mi je bilo z nekaj spil, pa sem zagledal Titovo sliko, pa sem rekel, kaj ti, stara svinja, še živiš? Pa jaz ga nisem čutil kot svinjo, res ne. Tudi ne vem, da sem to rekel, samo videl sem v zapisniku potem, ne. Sem rekel, a ti še živiš? Pa kaj nikoli ne misliš umreti, smo pa je pravo, ne. In me je nekdo prijavil, pa so tja prišli z Marico, pa me prezajbavali, ampak in potem zvezi z Jančarjem. Tako da, to je moje edino disidentstvo na tem svetu, pa še trezen nisem bil. No, če bi zdaj mogoče s tem nehal, a sem kaj povedal, Gabrielca, kar niste poznali? Če tako pogledam, ko berem v svojih knjigah proznih, ne, mi tako rečejo, da sem napisal 2 dobri knjigi proze, Helga Glušič piše v tisti knjigi 100 pripovednikov, imam noter in napiše tako, ne, da je mogoče najboljši roman. To se spomnim Javka, tudi bil fajhen takrat še, pa jaz, pa sva bila pri Orlo, pa si bil ti tam fajhen, pa si mojemu Gombaču pravo, pa ne vem, pa nikoli nisva bila mi dva dosti skupaj. A vede, kdo je Parvič? To je drugi Voranc. On bo napisal drugo Jamnico, ampak veš, da ko sem šel to pisati, sem 10-krat prebral Jamnico. No in piše v tej knjigi pri Mariji Snežni Godi, kjer omenjam tudi njega očeta, ker se godi na Mariji Snežni, ona piše, da moče najbolj zaokroženo, pa najtežje, pa zgrajeno kot pravi roman, je pri Mariji Snežni zvoni. Povrečam, ampak tam pa je zanimivo omenjen tudi Stanko Majcen in napisal prvič drobno knjižico, ki je njegova najboljša knjižica in v njej ni nič humorja. Ne? Pa se mi je že nos povesel, ne? Kaj zdaj, če je humor notri, že zato ni dobra, ne? Kaj pa če je ta tudi dobra, samo jo moti humor, no se zdaj hecam. In tak sem prigural do teh komedij, zdaj me zelo čudi po svoje, ko mi rečejo, zakaj pa zdaj ne pišete komedij. Pa moram reči, sem imel v zadnjem času po televiziji silvestrsko spravo,
Vigret ali slovenska, kaj že, En dan resnice, zapomnite, če v eni drugi sedim, pa me vozijo, igram v tistem filmu Mrliča, mrtvega dramatika, se je spomnil Wedendorfer, ne? In še lani kandidatka in šofer. Pa tu za gledališče sem kaj napisal, ampak niso več tisti časi, ni več ko ali kaj, vsi mi pravijo, zakaj več ne pišete, meni se zdi, da še preveč. Ampak zdaj bom povedal, katere premiere bojo letošnjo pomlad. Začel bom z eno, ki bo junija, ker tu sedi en človek, Feri Kristan, ki ga do leta 2007 sploh poznal nisem, čeprav je bil na Sladkem Vrhu. Pa me enkrat eden pokliče, če bi se z njim sestal, se po mojem, niti ne vem, če bo vesel, da zdaj to pravim, pa po mojem ima itak želodco. Jaz pa njega malo. Ne? Mi reče, sedi z enim glasbenikom, pa mi reče, gospod Parlič, jaz imam tu eno skladbo, Otroci Lenta, ki je napisal Winterhalter. Sem bil prijatelj, veste, z Vitekom, pa z nekimi glasbeniki in imam nekaj glavi o tej klapi fantov pred vojno. Pa kaj smo vojno dali skozi, pa veste, pa so eni pobegnili, so zdaj v Ameriki, pa bi prišli nazaj, če bi mi to igrali. Poglejte, sem vam nekaj napisal, bi vi to spremenili v musical. Še zdaj mislim, da Feri ni prav dobro vedel, kaj mi govori, ker veste, kaj je musical. Pomeni orkester, pomeni zbor pevcev in pev, pomeni en ansambl, ki pleše, vse imamo tu človeka, ansambl, ki pleše, pa ne vem koliko igralcev, nimamo pa gledališča, ker bi to igrali, pa nimamo denara. Kaj je to mogoče? Pa sem rekel, pa bom, ker me je gospod presunil z eno stvarjo, s katero se globoko strinjam in če ste včeraj slučajno v Večeru prebrali, ko sem v enem nemškem pesniku pisal, če ste prebrali, ne? Mislim pravzaprav isto stvar kot on. On pravi, mi smo bili banatski Nemci, mama, pa smo se pred vojno preselili v Maribor, pa je bil v Mariboru Vitek, ki je bil Čeh, pa je bil eden, ki je bil druge narodnosti, nišče ni vprašal, kakšne narodnosti je kdo. Mi smo bili klapa, važno je bilo, da smo bili z Lenta. Koroška ulica, neke vrste meja, oni zgore so bili mesojedci, pa gospoda, mi pa ena socialna skupina mladih gangsterjev, ki so mislili, da je pred nami svet, smo špilali, peli in žicali in ne vem kaj. Ampak nikoli ni bilo vprašanja, kakšne narodnosti je kdo, sploh se nismo spraševali. In če je kdo bil na literarnem večeru tega Zorka Simčiča, ki je bil pred 50 leti v Mariboru, je tudi pravo. Še Rusi so bili, se je rusko govorilo, Bolgari so imeli vso zelenjavo, Čiči pa iz strani so pekli kostanje, v knjižnici je bila kneginja Oblonska, pravi, to je bilo mali Babilon, in to mi on pravi, ni to bilo nobenega vprašanja. Ampak že ko pride Hitler, seveda, Nemci in Nemčurji, njegova družina, pa je bila mama po rodu Nemka banatska, so jim ron tako merili glave, pa je bila ona ok, foter so že rekli, če se prav se spomnim, Balkani še rasa ali kaj ni pravi. In je pravzaprav med vojno že čutil, kako je te nacionalnost lahko, ko je bilo konec vojne, pa ker je mama banatska Nemka, pa ker so doma govorili dosti nemško, je pa se ni mogel vpisati nobeno gimnazijo. Pa so ga zajebavali povsod, kamor je, in ga tako pekli ta nacionalna preštevanje, pa ločevanje, da bi rad to v neki literaturi izpovedal, najrajše spominski, da bi tisti fantje prišli se nazaj pogledati in ker ima tisto muziko od Winterhalterja, če govorim zelo približno in to sporočilo, da človeka to tako pekli, pa da bi to rad povedal, tu pa se mi zdi, sva se srečala. In sem tudi pri 80 letih to, da so ga zaznamovali ene in druge preko nemštva ali ne, tudi si jaz mislim, da je to najslabše na celem svetu. Jaz sem včeraj za Zajbancijo, ker se tam ena novinarka za čisto slovenstvo zavzema, pa ima ona nemški primek, pa je bil Ceilhofer majstrov pomočnik, pa so Blumauerji, pa cel Maribor, pogledajte, vse so najbolj zavedni Slovenci imeli nemške primke, in da se na ta način ločuje. Jaz najprej nisem vedel, kak naj tam je potrpežljivo vsake nekaj meseca in vljudno vprašal, gospod Parlič, se premaknili kam. Jaz pa nisem zastopil, kaj bi od mene rad, kak naj jaz zdaj musical napišem, še nobenega nisem, a bomo imeli orkester, a naj pišem v verzih, da bojo peli, itak ne znam. In se vi mislite, ta Feri Kristan, ki sedi tam, pride ideja EPK,
gre na EPK, da ima idejo, da bo Partljič napisal, če bomo kje denar dobili, ali bi oni to mogoče vzeli v EPK. In tam sedi en norc, ki ga itak poznam, ne Čander, ampak je njegov pomočnik, in reče, super, me veseli, bomo dali, je takrat obljubil, zdaj je tega 1/3, rekel, bomo dali 60 000 evrov, vi pa to postavite, pokličite Partljiča. In evo, me pokliče, sam napiše, zdaj bolj trpi, ko jaz vse to premešam, pa narobe naredim, pa narobe zastopim. Ampak zdaj smo tako daleč, da bo konec junija v Mariboru ali na prostem pri sinagogi, mogoče pa v Lutkovnem gledališču, mislili smo, da bi od zunaj gledali noter, ampak ta del auditorija še nima dovoljenja, ker je naš Franc tudi tak, da je pred volitvami hotel pokazati, da je naredil Lutkovno gledališče, nima pa še neuporabnega dovoljenja za ta zunanji del, razumete? In tako nam so prepovedali, da bi računali, da bomo tam igrali. Še zdaj niti ne ve, bo znotraj Lutkovnega ali bo pri sinagogi na prostem, bomo igrali on je dal nastop Princesa Lenta, to nisem vedel, to mi je Feri trdo, da so ti pubeci zbrali eno punco vsako leto, ki so rekli, ti si Princesa Lenta. Ni bilo treba, da bi bila mis, tudi za kako plemenito delo. In iz tega tudi njemu je že šlo po glavi, da jo pride en nemški žid, ne, ni žid, Nemec, jaz sem si zmislil, da je žid, da je bolj napeto, jo hodi k njej, pa ti pubeci to zvejo in nastane tista drama takrat. Feri ne bi bil Feri, če ne bi rekel, da nastopa celi Lent, joj, tega še niste dali tega, in še to se godi od leta 36 do leta 70, kot Tito premeje, pa ti Amerikanci pridejo nazaj. Ki zdaj, češ toliko igralcev dobiti, kak ne zdaj isti igralec igra 17 let starega, Feri pa 60 let starega. Ampak zdaj smo vse to začarali in boste šli to gledati. Igrali bodo na žalost ali pa na veselje ljubitelji Senovega, ki so bili tudi zdaj tu in je gospa dobila nagrado in je odlična režiserka in ima tudi odlično glasbeno skupino in odličen orkester. Idite z dobro voljo do Ferija Kristana pa do Toneta Partljiča to gledati. Poletje, ko boste čuli na svoje zdaj otroci Lenta in ploskajte. Bom tam, pa bom gledal. Saj veste, kako če si v gledališču, Maxi, moje komedije, jaz sedim tam, kakva teta sedi tam, pol pa najprej jaz v temi rečem, tako da nišče ne vidi, kdo je rekel, mater je fajn, Pol pa teta tam reče, mater je fajn, Pol je pa že tako mnenje, In tako bom aferi tu naredila. Da nama bojo ploskali na koncu. Torej, s tem sem se premučil od leta 2007. Sem pisal Otroke Lenta, gospod me je vprašal, Partljič, kako daleč ste? Jezus Kristus, kako sva težko rodila. Še zdaj mi ona ženska pošle, to ne, tu ni logično, spremenite. Feri pa zdaj gleda, kaj je noter res, pa kaj ni res, pa se za glavo prejemlja, kaj sem z tega jaz naredil. Drugo pa se mi zdi, da je, ne bom rekel, da boljše, kot se reče po domače, tu sem križcal 4-5 let, na rezultatu se niti malo ne vidi, boste razočarani, mogoče ga da že gledati, ampak to ni adekvatno. Kako stvar, to knjigo sem napisal čez Veliko noč, to je čez mene padla, dumf, sem jo najbrž dolgo vse sem rekel, kolaka sem napisal od enih popoldan do 3 zjutraj. Včasih, kar vse se to pozna, da prehitro pišem, včasih pa se mučim, tisti roman sem 25 let probal pisati. No to Ferevo, pa če rečem od leta 2007 do zdaj, sem se namartil, zdaj pa očitno nekaj bo. Bodite tolerantni, pa ploskajte tam, pa se spomnite, kakve muke so imela, pa kak gospod je trpel, pa še trpi z mano. Drugo pa bo že ta teden premiera, tudi v okviru EPK v kleti Narodnega doma, po mojem mnenju dobra komedija moja. Po mojem mnenju dobra, lahko pa da se motim. Jaz dokler ne dobim knjige, pa še ko dobim knjigo, se mi zdi, mater, kako so lepo tega majstra naredili, vse zastave, te braze stare za plotom, jo gledam, poklonim komu, ki je meni dal, ali pa še kaki stare iz učiteljišča, da me ne bi pozabila, Milka prešteva, kako te knjige zginejo, komu si dal, pa tako, ni važno, jo ne preberem, sicer ampak jo tako gledam, poljo pa odložim in nikoli več ne vzamem v roke, razen otroških, nikoli več, ker me je strah, da bi videl, kako teslo sem bil. Dokler pa ni knjige zunaj, pa nekako verjamem, da je prava stvar. In zdaj se mi zdi, da sem to komedijo Aldo in Micika, vse so bile razni naslovi Primorci in Lukarca in tako dalje, napisal
moja mama, sem vam povedal, kako je bila z Ptujskega polja Boga in je hodila v Maribor tudi z lukercami luk prodajati. Tako da, kaj so te lukarce delale, tam se igra začne, kar nam je mama kot otrokom ne vem kolikokrat govorila. Kupite luka, sempre pelati, trikrat kupati, dvakrat orati, dačo plačati, zemlje imati, sempre pelati, vsega ne morem fal dati, je nam mama doma govorila. In jaz sem zdaj dal en lik, ene take lukarce, ki iz Primorske pride, pa tudi na ta način ponuja. Revna, se dela, kot da je bogatega kmeta hči, kot od tistega, ker je služila, v resnici pa ima tam spode ob Dravi v eni drvarnici, shrani ta luk za jutri, pa tudi sama tam spi. Pa zasluži, ker je kmetu je morala dati 10 dinarjev za venec, sama je pa dobila od kmeta to plačano 1 dinar. Je zelo revno živela in tako. Na nek način je zadaj moja mama, kar se mi vedno zdi, da torej z nekim drugačnim odnosom pišem, kot jo imam fabulo samo v glavi. Pa bi se rad preklonil, o kateri veliko krat govorim in vse najboljše, mislim seveda Primorcem, ki so sem pribežali v Maribor 3 valovi so bili, en leta 15, ko je bila Soška, 17, ko je bila Soška fronta, in vse veste, so jih tam razselili, mi smo lani bili tam na ekskurziji, smo gledali na obe strani, približno, bi rekel, 100.000 ljudi so razselili tam ob Soči, 20.000 v Italiji, ostali pa sem v Avstrijo, v Vagni, veste, kje je Flavia Solva, ko greste čez Muro, je bilo taborišče za 4.000 Primorcev, šola, ambulanta, pa so jih pa pošiljali okrog, to je bilo leta 15, ti so še neki mali, so dobili na dan 1 liro, jaz vem, koliko je bila lira vredna, od Avstro-Ogrske, ker so bili njeni državljani in so nekateri tu ostali še v Pliberku, je neka trgovina, pa pravi, da so od tam, da so prastarši kupili, se niso vrnili. Drugi val je bil seveda val fašizma, ki je za nas izjemno pomemben, gledališče pridejo Elvira Kraljeva, se spomnite stara, ki je predvala pravljice za otroke na televiziji, Valo Bratina, Rado Nakar, vse bi jih lahko našteval, 9 jih pride in Nučiču pomagajo sploh slovensko gledališče, ker so spodaj tisti dom zažgali, so nam naredili gledališče. Razen Marija Kogoja, ti veš, Max me bo popravil, je bil to center slovenske glasbe, del Vasilij Mirk, Ubald Vrabec, da je ne naštevani 5-6 največjih glasbenikov v stari Jugoslaviji bilo zaradi Primorcev v Mariboru. In Baš in Jaro Dolar pišeta, slovenščina je postala v Mariboru ulični jezik šele s prihodom Primorcev. Mi smo še govorili svoj Kuckeldeutsche. In ves čas se mi zdi, da bi se jim moral na nek način prikloniti. No in zdaj, ker je hotel, zdaj pa ne igra on, je hotel, me je klical ta Ivo Godnič, ki ga dobro poznate, pa rekel, to ne jaz ko trpim, vsi me imajo samo za komika, pa tudi res drugega, se ni sposob več koncentrirati za kaj resnega. Ampak bi rad igral eno tako igro, ko je tvoj ata, da je malo smešno, pa da bi lahko pokazal, da sem velik igralec, pa bi s tvojo mojco, da bi mi ti napisal, evo, in sem šel, ker sem imel tega, ki poje o Sole Mio, ona nastopi z Lukom, nekdo pa iz Sole Mio in potem prijeta skup in jo spremljam do leta 2010. Torej malo irealno, ko sta že stara 110 let, greta v dom, nimata dovolj denarja, pa občina pokrije tisto razliko, zdaj pa, ko je kriza, malo je godojevsko, je malo mračno na koncu, jo vržejo z doma, ker so ti socialni ukrepi in več država ne bo krila in kdo nima denarja, naj gre. In ta dva zdaj 100-letna greta tja, ker sta se srečala oba brez doma kot mlada. Ker pa je župan, ga seveda ne bom omenjal, ki pa mi pravijo za Franca, veste, da je nek način human, da ne samo v tisti dom pod Pohorje, da gre tudi v dom na Pobrežje, ko se pelje v Duplek domu, da gre skoraj vsak teden pozdraviti kakšne ljudi. To mi pravi nečakinja, ki tam dela. No, jaz imam, da zdaj je župan, tudi Drnovšek, ki je bil podoben, je treba iti čestitati eni gospe, ki je 100 let stara. Ta dva sta stara 110 in čuje, da ima gospa rojstni dan in televizijo ima že pripravljeno, da bo snemala, kako mariborski župan zdaj ima čestita. Ampak ko gre v dom, rečejo, vse ni več tu. Vse smo jih z vašim podpisom deložirali. Pa kje sta? Ja, najbrž pod mostom.
Pa pravi, ima ta telefon, mi smo jim dali že za 100-letnico ta mali telefon in ko ta dva tu sedita, moški niti ne vidi, da je pravzaprav žena že mrtva, zvoni tisti telefon, pa se Kangler dere, kje sta, počakajte, jaz prijem snemalno ekipo, počakajte. Pa on vrže tisti v dravo, tisti telefon, ki še pa še zdrave, po moji pameti tuli in se nekak ta igra, bi rekel, otožno, socialno, sicer je vedra, na nek način konča. Se mi zdi, da se mi je posrečila, zdaj pa premoj duž, da pa ne vem, režira Vinko Medendorfer, Renato Jenček igra, pa Mojca, bomo videli, kaj to bo. Ampak da ni tako slaba, ne more biti. A veste, da me danes ob 4 pozvonil telefon, rečejo urad predsednika države, počakajte, je Turk, in reče, čujem, da imate v Mariboru eno premiero, Parglič, pa me nišče ni povabil. A mislite, jaz bom vprašal, če še imajo sedeže, po meni že gre, okoli, ni vrak, mnogi ste pa že čuli. Govoril sem Hawk.